Mimogrede, a je to tisti Kanglerjev rondo za milijon? A veš, kam grem pa jaz zdajle? Tega le popraviti. Še preden si grem pa zrihtat telefon, sem mogel pa pičiti v Mariboru mesto, v krajinski arhiv, ali kako se temu reče. Da ne, no. Pa kdo to dela? Jaz tega ne razumem. Če ni tvoja bajta, nimaš kaj piksel noter metati. Moram pa priznati, ne, ker si pa na telem glavnem trgu in je svetloba glih ravno ta prava, je pa vse skupaj res čudovito. Veš, kako je lepo? Žobarnost je pohvalo. Ne, jaz nisem žabar, jaz sem rokovnač. In to je velika razlika. Evo me, tukaj sem. Drugač pa kako veš, da je bajta stara, ne? Ki je v zidu narejen okno samo zato, da vidiš, pač, kako je bajta stara. A veš, pa se je tako obrnil, da sem telefon lahko na servis pelil šele zdajle, ura je 15:07 zvečer. Predtem sem se pa praktično cel dan ukvarjal z mojo bogom malo Avo, ker je zdaj pa že slab teden bolana. Po 5 dneh hude pa malo manj hude vročine se je to malo pomiril, ampak zdaj ima pa vnet uho. Zdaj je prevzela Tina, mene pa zanima predvsem ena stvar. A veš, tale Toyota CHR ima kupenih takih stvari, ki so meni tako razmeroma všeč, je pa tudi hibrid in dejstvo, da je hibrid, ponavadi pri ljudeh sproži ogromen enih vprašanj. In ta prvo je vedno in brez izjeme, koliko ta avto porabi. Sem rekel, da se bom odpravil kar v center Maribora, kjer bom naredil par kilometrov in preveril, koliko ekonomičen je ta avto dejansko sposoben biti v praksi v mestu. Mesto sem pa zbral zato, ker je to konec koncev vse en kompaktn križanc in ti se pač v mestih najbolj znajdejo, zato ker so pač mehni, kratki, razmeroma, kako se temu reče, okretni. Tukaj noter Toyota kombinira, podobno kot pri Priusu, 1,8 litrski bencinski motor, pa elektromotor z mislim, da močjo 53 kW, v glavnem skupna sistemska moč tega pogonskega sklopa je 90 kW oziroma okrog 122 konjev. Zdaj pa tako, jaz sem prišel v mesto, kjerkoli bom lahko se bom zanesel izključno na EV mode, to se pravi na električen pogon in to je že kar zdajle. Resetirati moram porabo. Tukaj na zaslon si bom priklical tale Energy Flow. Drugače pa folk vedno vpraša, ne, a če je hibrid, to pomeni, da ima 4-kolesen pogon. A veš, kao, bencinski motor spredi, elektromotor pa zadnji, tako kot recimo pri Toyoti RAV4, ampak ne, ni 4-kolesen pogon. Samo sprednji 2 kolesi sta gnani. Zaenkrat sem prevozil 200 metrov in povprečna poraba je 0,0. A rečemo, da je pri dobrih 4,5 km polcajt. Če to velja, pol zdajle meni potovalec kaže porabo 3,7, moram pa poudariti, da vozim čisto normalno. To se pravi, skupaj s prometom nobenega ne zadržujem, vozim po omejitvah, pa to je to. Sem pa tja, tako malo, po navdihu. Nič posebej ne zbiram ulic, ki bi bile prazne, polne ali pa tako naprej. Mimogrede, a je to tisti Kanglerjev rondo za milijon? Mislim, vse atraktiven pa je, ne moram nič reči. Vidim, da so fuzbalerji aktivni. Olimpija! Zebam se, res se zebam. A veš, se jaz ne vem, kdaj grem čez rob, kdaj pa ne grem, tako da, ne, take it easy, guys. Tako jaz zaključujem svojo mestno vožnjo, nisem prepeljal sam 8,9, ampak kar 12,3 km. In potovalec mi v tem trenutku kaže, lej bom kar pokazal, 4,6 litra na 100 km. Jaz ne vem, kaj ti misliš, ne? Ampak kar se mene tiče, za striktno mestno vožnjo, z velikega prometa, ki me je upočasnjeval, ali me pa tako malo preganjal, se mi zdi to kar tak v redu rezultat. V resnici na ljubo je to kar dober rezultat, če upoštevaš okoliščine. Je pa res, da se pol poraba ob pogozdejšem obisku avtocest, kar se recimo meni redno dogaja, ne vem pa, če se bo to dogajalo tudi tipičnemu kupcu CHR-ja, ali pa ob pogostejšem obiskovanju običajnih cest, sploh ovinkastih, bi verjetno znala še pač narast. Koliko točen bo pa ta avto meni uporabil po tako parih dneh vožnje povsod, bom pa še videl in to valjda povedal pri sladkokislih. Ok, to je to za današnji vlog. Jaz mislim, da je en tak konkreten odgovor na to, koliko utegne hibrid porabiti v mestu, smo dobili. Meni je bilo fajn, jaz upam, da je bilo vam tudi cool. Zdaj grem pa počasi domov, zato ker sem tam doma.